Jaz sem tak skozi od malega bil v toti avtomotošport, bolje brnelo, bolje šlo, bolj mi je bilo zanimivo, ali je to bilo na 2 kolesih ali na 4, nema veze. Po začetku prvi, drugi letnik sem bil tak, prvi letnik itak še te hodiš na faks, ne, potli pa to, kaj je trebalo, ne. Veš, ko si videl na faksi, pa si itak hodi na to, da predavajo, pa to, pa poslušaš, pa te si imel toti mindset, pa kaj da meni to hasnilo, ne. Avtoindustrija mi ne potegne toliko, bolj toti motošport smer. To pa pri nas nemaš. Milijonkrat se ti nije dalo iti na trening, pa si šel, pač, ker si znal, kaj moreš, disciplino neko si dobil, ne. Tako da to mi je nekako bilo, me bolj potegnilo, no, ta svoboda, ker lahko nekaj naredim, mogoče tako, kak jaz čem, pa itak, ja, milijon enih drugih problemov pride s tem. In to so pač take stvari, ki ti potli v življenju pa sveti tudi prav pridejo, ne, kakokoli obrneš. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Nič Dominik, hvala lepa, ker si se oglasil na današnji epizodi. Tokratna bude brez Patrika, ker je pač zbolel, pa da nam ne bi tukaj šlo. Smo se tako odločili, da bomo mi 1-1. Veš, kaj me fez zanima tebi? Tista vaša formula je v srednji šoli. Videl sem, ker ste imeli z 2 zicama, kako to, da ste se odločili za formulu z 2 zicama? Pa v bistvu prva ideja je bil neki bogi, bolj za teren, ampak te sem jaz malo bolj to forsiral, ker meni je, rečemo, me malo bolj vleklo, to neke cestne zadeve, pa ok, se bogi je zanimivi, ampak ne vem, to cestne zadeve mi je bolj malo tehnično, so mogoče malo bolj zahtevne, itak hitrosti večje, pač bolj zanimivi svet mi je. Te sem to nekako malo sforsiral, ker smo bili 4 v ekipi, mislim, jaz sem to nekako idejo imel, te pa sem to postopoma, kako bi rekel, znovačil še 3 coji, ki sem videl, ki bi lahko bili za to. To je bilo kako nekaj zaključeno, to je tisto Ja, to zaključeno je naloga, za ne? motoritetna naloga bila, ja. Ja, pa ponavadi so tako po 2 skupini, kako se nas imel so šolce. Lahko si sam, lahko po 2, ja, 4 je že, mislim, ker smo imeli, rečemo, predvsem zanimivo stvar, pa kompleksno, smo te 4 tudi lahko bili, ja. Aha, ok, ja. Ker vedno je bil problem pri toti, veš, ko so 4, te 1, 2 delata, 2 pa sta te pač poleg, se švarcata malo, ne. Tak je. Mislim, tak je v večini, zato je tudi... Se tako je na faksi potli isto, da imaš isto neke računalniške vaje, pa moraš seminarske pa to. Ja, isto. In zato je pač, so bolj bili nagnjeni temu, kaj si sam ali pa največ 2. In te smo mi to itak idejo predlagali, je bilo vse ok, ideja sprejeta, pa smo nekaj v bistvu to začeli, pri meni se je delalo v garaži, v bistvu ena taka mala garažica bila, kaj 5 metrov krat 3 metre, tisto sem se te jaz doma prisvojil, pa je v bistvu tisto enih 8 mesecev bil naš bunker, no. Te pa se v bistvu, itak si ne imel pojma, imel si v glavi, kaj bi rad naredil, ampak je to ogromno enih stvari, ki se jih prvič lotiš, ogromno smo zmetali v kraj materijala, ogromno cajta, ne vem, si zapravil, ker si na koncu itak ti to samo vrgo v koš, ker si videl, ok, ne špilalo. Pa risali ste si tuji v SolidWorksi, pa to vse? Ja, v bistvu v Katiji, ja. Mislim, ja. Ja, ok. Ista zadeva. 3D modeliranje ste imeli v glavnem. Ampak je telo tak, veš, to je takšni kompleksen cajt, mislim, za takšni kompleksen produkt, tako malo cajta, ker smo šli mi kontra, veš, ogromno stvari si prvo naredil, pa si jih potli risal, sproti zato, ker če bi mi prvo risali, pa tuhtali, kako bi to sploh se naredilo, te tak ne bi spelali. Da bi ti vsaki šrajf si tam najprej v digitalni obliki zamislil, pa kakve dimenzije more biti, kakve, ne vem, zmeti pa to. To je bilo tisto, veš, hammer pa flex pa gremo, ne? Probavljaš. Pa če si kaj zajebo po domače, si pač z flexom rezal, pa na novo mesto zašvaso, ne? Čist tak. In ja, te smo v bistvu to začeli, vem, ker sem po tleh, sploh se ni znal, kako se ne lotim tote šasije, ko smo s cevi delali, trebalo to biti ravno, vsaj, veš, geometrijo nekšno držati, te sem po tleh, tote upažne ploče, bosanke devo, ker sem to vse približno zravno, pa te neke okviri se zavarijo. Te pa se to v bistvu sproti vse risalo, kako bi bilo ono, pa kakovo. Te in, ker smo neko Hondu staro smo kupili avto, ker smo motor. Ja, tam neki Juršinci, tu neki Dornava.
smo neko staro Honda Accorda vzeli, ja, domov vlekli to mašino ven, te še tiste, veš, mašino smo pobrali ven, vse drugo pa se ne me kaj začeti, te vem, kaj to bil problem, ker sem še to školko imel 3 leta tam za voglom, pa nikam z njo, ne. Ampak ja, te smo v bistvu, itak se to vse ven spovleklo, pa ta elektronika, to se samo čudili, če bomo mi to skupaj spravili, če da to ti motor še sploh vužga, ne, ampak te je to tako zgledalo, ker to sem se za en vikend vsadno to dol na tle, pa bil na temi kabli, pa je te nekako to vžgalo, ne. Či imate, te ste imeli pravi motor, to notri, jaz sem mislil, da ste imeli to od, veš tak, da go-karde, ko jih delaš, veš, silnice, ali nekaj, veš, take pogone. Vse ste imeli prav to. Bili smo, v bistvu smo se odločili, da bi dali notri od kakšnega motora, veš, to je vseeno bolj easy, pa manjše, lažje bi to zapakirali. Pa te smo v bistvu vzeli od avta, to je bil T2.2 motor. Kako te vlaki lažje, cele formule bodli? Ja, zdaj, itak, kaj vagali nesmo, ampak potli po modeli, kaj je bilo to zarisano, nam je nekih slabih 700 kil kazalo. Mater, to je ne bilo kar tak, ne. Pa 200 km na uro, ba je. Ja, dobro, veš, to je bilo napihjeno, ampak zdaj, kakaj je bila dejansko končna, to boga pide, da je ne bilo niti onaka, ki bi probo, ker veš, kaj to bilo, to smo švasali vsi, ker je pač imel cajt ali pa vsaj malo, kaj je znal, kak se to date, ne. In to niso bili eni švazi glih zagledati, najbolj so pa držali, ne. Pač, tako je bilo te. Moraš se nekaj večiti, ja. Ja, smo te, se to dosti ošpičilo poleg, veš, itak, ko smo ga dali prvič na kotače, kaj to se pelalo, še ne bilo pogona. Ja. Smo ga to, vem, kaj smo ga navezali, zgortnali, pa vlekli z kangujem našim gor v breg, kaj tudi hrib. Pa se te dol spustili, smo sploh videli, kako se to pelo, kako se stavi. Pa sta dva sta bila prvič že notri? Ne, ko smo prvič to delali, te smo takše na kanguje zadnja vrata prebili, ker veš, niti še bremz ne smo imeli, pa smo se mi te to v grabo spustili, stani 200 metrov, tak cesta, vovinek. In eden mi je vozil, oziroma, ne, te sem celo jaz vozil. Jaz sem vozil, imeli smo ga na gurtni, ne vem, 5 metrov navezan, eden je v avti bil, ki je suko, pač tistem. Eden pa te je bil zaduženi za to, ker spremlja, kaj se dogaja, pa ne, kaj polešel. In to ti, kaj bil zaduženi, kaj spremlja, itak najbolj te Snapchat pa snemo, dokumentiral, ne, gremo. Pa jaz vidim pač v gledali, kaj je nekaj klamoterjev vzadi, pa malo pripremzam, še bolj klamotirji, pa kaj se dogaja, kaj je razpalo, ne. Te pa itak pripremzam do konca. On je klamotirjo, kaj naj pelam, ne bremzam, ne. Ne imel brems, ne mogel avto staviti, ovi je okrog gledal, te pa se gladko zaleti notri v avto, ozadje smo naredili lukijo, koperem, dobro. Na koncu je delala formula? Ja, imeli smo težavo največjo v bistvu te s polosmi, ker smo malo previsoko motor zdignili in so bili preveliki koti, pa prevelike sile posledično na poloseh. Pa nam te, malo smo se nekaj vozili, ja, pa nam je polosi spotrgalo. Kje pa zdaj formula? Te je, v bistvu je te še malo bila, itak smo jo mogli to na Ptuj pelati, te, ne vem, tu pri Tomaji smeli, ker smo jo malo to razstavljali, pa to. Zdaj pa je v bistvu, te se je v bistvu en kupil, kaj bi se za neki drag race zrihtal. Tako zdaj, iskreno povedano, ne vem, kje je šla, je te nekam Šentilj gor. A prosto je prodali? Ja, v bistvu se te, ne še enkaj je to hteo, dejansko si za drag race zrihtati, pa dejansko uporabiti, zdaj pa... Ki je restaurirano doma v garaži, veš. Veš, mislim, lahko bi imel, samo to je taka veka zdaj, kaj ti je ogromno placa zema, po drugi strani pa, ko si to naredil, pa še niti nisi bil konec, pa si že vidi, kaj bi milijon enih stvari drugače naredil, itak boljše, zdaj je tak ali tak, ko včasih, mislim, ko zdaj tak nazaj misliš, kaj si to ene stvari, pa kak si jih naredil, se samo za glavo primeš, ker bi lahko šlo dosti stvari narobe. Tako ja, to je v bistvu bil veliki učni projekt, no. Te si začel to tisto, kaj bi morati rad delal, ne vem, v avtomotošporti, v strojništvi? Ja, mislim, jaz sem tak skozi od malega bil v toti avtomotošport, bolje brnelo, bolje šlo, bolj mi je bilo zanimivo, ali je to bilo na 2 kolesih ali na 4, nema veze. Ampak ja, te je bila prva priložnost, kad dejansko nekaj probaš narediti v toti smeri sam, svojimi rokami, pa neka svoja ideja. In te sem jaz to malo bolj, rečemo konkretno, začel razmišljati o tem, ampak veš, jaz sem te pred kratkim, še 3 leta nazaj, kar bil vpet v rokomet in ta rokomet mi je ogromno časa vzel, ogromno
pač nisem se mogel, rečemo, posvetiti te tehnične stvari, pa to, ker sem mogoče me tudi ful vleklo, zato ker sem pač bil toliko bolj, Dosti časa v športu. ja, tam udeležen, ja. Ja. Pa kaj čakaj, zdaj ostanemo še malo pri formuli. Dobro. No, potli si šel na kjer firmu. Mislim, šel si študirati, Te sem šel študirati Maribor, ja. strojništvo, ne? Ja. Kaj v uni? VS konstruktarstvo. Ja, vse. Pa potli dole nisi šel, ne, na magisterij. Ne. Zakaj ne? To me zanima. Zakaj Kako to? ne? Si ugotova, ker... V bistvu je, zdaj sem imel kakšne 2 leti nazaj tako kar obdobje, ker sem mislil, kaj pa če bi se vpisal, ne? Mislim, Zdaj, aha, ja, ko si mislim, že, ok, ja, razumem. zato ker te vseeno, veš, ko si videl na faksi, pa si itak hodi na to, da predavajo, pa to, pa poslušaš, pa si te si imel toti mindset, pa kaj da meni to hasnilo, ne? Mislim, dobro, saj je ogromno stvari, ki pač, mislim, zdaj odvisno potli, v kaj se usmeriš, ne? Ja. Zdaj, lahko so stvari, ki sploh neš, mislim, nič ponudil, lahko pa, ko boš se usmeril v neko tako smer ali pa vejo, ki bodo ti marsikaj prav prišlo, ne? In itak te po začetki prvi, drugi letnik sem bil tak, daj, prvi letnik itak še te hodiš na faks, ne, potli pa te, to kaj je trebalo, ne. Tretji letnik pa sem že bil tak, veš isto, ker si dejansko šel zanimanju na faks, ne. Ja, tisti strokovni predmeti, Ja, bolj, ko pa ni več čiste Ko si, matematike. ja, ne vem, še posebej to te bolj, ja, ni za to ta suhoparna matematika, pač to, ko so dejansko uporabne stvari, ne. Sicer zdaj, ko se rečemo zdaj ukvarja z nekšnimi projekti, pa dejansko vidiš, kaj moraš tudi kaj preračunati, pa ti tista matematika, ki si te mislil, kaj bom, kdaj s tem življenje se začne, ti prav pride, pa ti imaš glih taki nekšno staro knjigo odprte, ne, ali pa zapiske. Ampak ja, v bistvu je te bilo tako, ker sem jaz, te sem že šel na prakso, toti AVL, pa to, ki je tudi avtoindustrija bolj, pa sem se te nekako že v to vpeljal, pa te sem že imel neke ideje, veš, jaz sem vedno hotel toto, kako si ti rekel, formulo, ki smo jo delali za maturo, enkrat nas spraviti na level više, pa se tega ponovno lotiti, ne. Te pa je v bistvu to neka ideja bila, pa se po sami, jaz sem še te v bistvu absolvent bil, ker sem že začel, ker bi jaz to morate šel na neko samostojno pot, pa podjetništvo pa to. Take diplomo si pisal takrat. Ja. To si bil 23 star. Ja. Če jaz zdaj sam sebi primerjam. Ja. Te se eno leto, ja, ki sem te na AVL glih diplomo delal. Kako pa to, ker podjetništvo te je bolj vleklo, kako pa ne vem, neka služba inženira v razvojnem oddelku, ki recimo v avtomotiv športi resen pač, ne so slabe plače, ne. Pa plus tega imaš, ne vem, dopusti vzameš, greš na dopust brez obveznosti, zdaj pa kdaj si ti podjetnik, ne, imaš službo, kamkoli greš, po sabo vlečeš, ne. Pa ne vem, po moje, zdaj tu v sami Sloveniji, to, kaj bi mogoče mene tisto resen potegnilo, mogo biti nekam v tujino, čisto tako za neki, rečemo, mogoče še morate to samo avtoindustrija mi ne potegne toliko, bolj toti motošport smer, to pa pri nas nemaš, ne, mislim, lahko si mogoče kakšna podjetja, ko se, mislim, delajo po celi verigi pač kakšne komponente ali pa sisteme, ne pa zato, ker bi tam ti čist poleg, ne, ali pa nekšne developmente. To pa še skozi, tam zdaj, veš, vprašanje, na kaj bi naletel, pa kam bi te oni potli vteknili v tistem Ja, ok, začeli. celi organizaciji, ne. Tu pa, ne vem, si v bistvu sam sebi krojiš, kaj boš delal, mislim, lahko si bolj ustvarjalen, itak se dogaja dosti več. Tako da to mi je nekako bilo, me bolj potegnilo, no, ta svoboda, ker lahko nekaj naredim, mogoče tako, kak jaz čem, pa itak, ja, milijon enih drugih problemov pride s tem, pa ja, ne moreš si vzeti dopusta glih, kdaj si češ, itak moraš določene stvari speljati, pa pač stisniti, ampak ne vem, še skozi me to bolj potegne, kak pa neka tista konstantna služba, 8 ur, oddelaš pa greš domov, sicer včasih pride obdobje, ko si misliš, pa kaj mi to treba, ne, veš, šel bi v službo za 8 ur, prišel domov, pa noge v luft, pač karikiram, pa se ne bi sekiral, ker včasih je stresno, ja, ampak še skozi na koncu dneva Zadovoljen s tem, kaj delaš, ne. bi se še skozi isto odločil, ja. Ok. Pa kaj pa, ki si bil pač kar visoko v športi, lahko rečemo, v reprezentanci slovenske rokometne mladinske, ne. Ja.
ti je podjetniški šport kaj doprinesel? Veš, to te strajnosti pa tega. Pa ja, jaz bi rekel, tudi neko disciplino ziher, mislim, veš, tu, ko si zdaj bil na našem nivoju, to je pač bil trening vsak dan, pa tudi se ti nije dalo, milijonkrat se ti nije dalo iti na trening, pa si šel, pač, ker si znal, kaj moreš, disciplino neko si dobil, ne. Tudi to, mogoče, ne vem, kolikokrat je bilo tako, ker si mislil, kaj bi znoril, pač poleg trenera, zato ker ti tak nekaj razlagal, pa si mogel poslušati, ne, pa če ti je pasalo, ali ti ni pasalo, si pač poslušal, ne. In to so pač take stvari, ki ti potli v življenju, pa vse ti tudi prav pridejo, ne, kakokoli obrneš, predvsem to ta neka disciplina, ki se ti tudi kolikokrat se ti ne da, ali pa je, ne vem, že ura, ne vem koliko večer, pa ti je ne, pa veš, da jutri se ranje, če neš mi je tega, ne, ali pa pač moraš speljati. Tako z tega vidika mi je rokomet kar eni stvari, rečemo, so me vkalilo tam, no. Super, lep odgovor. Jaz bi se strinjal s tem, ker jaz tudi sem treniral dosti športov, samo vem, kaj kickbox sem trenirati, že preden sem šel sploh v srednjo šolo, ne, pa ti da, veš, že tesno, recimo šel na en beg od familije, ker smo šli na en evropska prvenstva, pa to, pa familija ni s tobo, pa že to te nekako, veš, tisto kroji, da veš biti son, ne. Ok, jaz. Tudi to, da veš samostojnost neko pridobiš. Ja, Pa ti, ki ste osvojili na en evropske prvake, svaka čast, ne. To je nobena mladinska reprezentanca slovenska ni, ne, rokometno. Ne. Vi ste bili To prvi. je bilo kar, ja, mislim. Pa bil sem na tekmi takrat, jaz. Ja. To je bilo kar, mislim, to je po moje, na finali si bil? Na finalih, ja. Ja, to je po moje tudi moja top ena izkušnja. Francozi ste imeli alkoga, ne? Ja. Ja, pa mislim, ker so tako gibili še 5 Ja, minut pred gibili koncem. smo, itak je bilo napeto, ampak tisto je bilo res, še zdaj mi včasih gremo Ravlinci samo gor, ko se zmisliš itak nabit, pa ne vem koliko gre tam noter, zdaj sploh gledalcev, Ja, pa je bila dvorana Zlatorog, skoraj, ne? ja, nabita. To je bilo, tu s Prlekije toliko ljudi, ker si lahko samo pač wow, ne. In itak, na tisti zadnjih 10 minut jaz se zmislim, prav, ko sem se što vun pa me javil, ker si komaj za zrakom, veš, komaj si dihal, ampak še skozi ti samo Mravljinci šli gor, ko je cela dvorana itak bila za 90% za Slovenijo. In si se enostavno pač razletil po igrišči, ne. Ne si mogel, pa si šel. Tako, to je bilo kar, ja. No, potlej v AVL, ne? To je, kje je sploh ta firma, to je V bistvu je v v Avstriji, ne, samo sedež, podružnica. ampak je, ja, podružnica, Maribor je Maribor. razvojni oddelek, ja. No, in tam ste se ukvarjali z pogonjem na vodikove celice, ne? Tam sem jaz v bistvu šel v, kar se tiče faksa, na prakso, ki je obvezna praksa v tretjletnike, 3 mesece. In te sem, ja, itak sem iskal neko tako podjetje, ki vsaj približno se lahko v neki razvoj ali pa nekaj v to smer, kar se tiče avtomobilske industrije ali pa motošporta. Smeriš. Ja, usmerim. Pa te sem v bistvu tam prišel noter, ja. Pa sem imel tako zanimivo temo, no, že v štarti, v bistvu sem že celi proces prakse delal, toto temo, kaj sem dejansko, ker sem potlej še delal diplomo pri njih, Ja. sem celi proces prakse se v bistvu dan v isto temo ukvarjal. Je pa bilo to, oni imajo en svoj programski paket, ki ti lahko notri zgradiš celo arhitekturo vozila, Okay. pa v bistvu tam notri ti tiraš simulacije pogona, čisto konkretno, mislim, jaz lahko še druge stvari, ampak jaz sem se ukvarjal pač z koncipiranjem pa simulacijami pogona. Pa tam smo se mi te nekaj odločili, ker je te glih nekako tudi vodikove celice, no. To je zdaj, imamo pač lahko imaš pogon na vodik, ko imaš motore z notranjim izgorevanjem, pa pač vodikove celice, ko proizvaja elektriko, pa te v bistvu ti mislim, prek elektromotorov ne teraš. Mi smo to drugo zadevo se te ukvarjali, se pravi vodikove gorivne celice. Pa te je bilo še to čist, rečemo, friško, tudi pri njih, niti tu v Mariboru še se nihče nije nekaj s tem ukvarjal, pa so te, če bi se jaz mogoče to malo bolj poglobil, pa te so še me gor poslali v Avstrijo, ko smo imeli nekaj izobraževanja, pa seminare, pa v bistvu neke modele modelirali v totih programskih paketih, ker bi te se to mogoče tudi v Maribor dopeljalo, pa malo bolj v to vpeljalo, ne. In jaz sem temu za, tako je, ne vem, če si čukal, je Tušek, ko je super kar tega nekega gradil, zdaj ne vem sicer, kakva je situacija.
Ampak ja, rečemo neki superkar, baza superkara obstoječega je bila, pa sem mogel zgraditi sporedno na istem modelu, jaz pogon, pač koncept pogona na vodikove celice, pa čist primerjati performance, pa zmogljivost, če bi naslov same diplomske je bil nekako primernost vodikovih gorivnih celic za pogon visoko zmogljivih športnih vozil, nekaj takšnega. Okay. In sem pač dejansko mogel zgraditi, pa narediti simulacije, pa potem v bistvu videti, če bi gorivne celice bile primerne za neke take športne vozila, ali pa rečemo superkare, pa take zadeva, ne? Če bi po sami zmogljivosti šlo skozi. Ja. Šlo skozi. Zdaj, prvo, kaj sem pomislil, vodikove celice so lahko eksplozivne, ne? So lahko, ja. Pač vodik je eksploziven, ne? In tu se pri tudi hitrostih, ne vem, ko se zaletijo, za ne vem, kako je to lahko kritično, kako lahko to vpliva na to. Ja, vodik je problematičen, predvsem glih iz vidika, kako ga shranjevati, ja. To zdaj ne mreš neki tank, ne vem, pa samo notri naleti, ali pa plin je to, ne. Pa še, ne samo, ki je plin, je taki, ki je fejst. Minus 273 stopinj, ga moraš hraniti nekaj tega. To, če ga češ, če to ga hraniš, ja, če ga češ imeti v vodni tekočini, ja. Itak te seveda lahko več več ga lahko shraniš, nekako, če bi plin stisnil. Ti si pa plin poročil. Ja, v bistvu smo mi bili, pač imaš tanke plinske, ja, pa te pač je to pod, ne vem, za zglave, pod koliko bari, pa se napolni pač tako, kak je klenka, ne. Okay. Ja, itak, če pride zdaj do neke grozne nesreče, ja, se lahko marsikaj zgodi tudi z benzinom, veš, ko se zaletiš, se benzin ni tako vužga, pa eksplodira, ampak tam še je mogoče to toliko, ker je to vse res pod velikimi pritiski, pa... In kaj si ti potem spoznal v diplomski, kaj je bil zaključek? ISO? Veš, kak je tam, tam imaš v bistvu potem, ti generiraš, se pravi, elektriko, in tako te pa imaš naprej neko malo baterijo, kot neki buffer, kak je zdaj rečemo pri vseh drugih hibridih, pač ta manjša baterija, pa elektromotor. In kaj si itak ti nekaj pospeška, pa to si ti imel lahko brutalne, zaradi tega, kaj elektromotor itak dajo od sebe, ne, momentalno, isto kak je pri vseh električnih vozilih. Ja, pa druga težava, ker same gorivne celice namejo konstantno generirati dosta elektrike, koliko ti trošiš, še pri nekih športnih, ne vem, zdaj, če bi ti s takim avtom šel na dirkališče, pač nega šans, ker gre skozi, zato ker je pač supply elektrike z vodikove gorivne celice premali glede na potrošnjo, ne. Okay. Tako, zdaj, po moje je vodik vseeno zanimiva zadeva, ampak da se bolj usmerijo v to bolj transportno vozilo, ja bi rekel, ko pač nima vožnja. Ja, pa ko nima za nekih visokih pikov, ampak ti so, veš, on pomalem generira, ti počasi trošiš, pa greš, ne vem, za transport, pa mogoče kakšne letala, pa takšne zadeve, ne, ko enkrat dosežejo neko konstantno hitrost, pa te tisto držijo, ne. Ni bi pospeškov bremzanja. Ja, tako. Okay. Pa kaj sem imel, morate tudi možnost pogleda v, ne vem, kaj sem imel eno seminarsko pri motorju z notranjim zagorevanjem na faksi, pa sem glih preučil tote vse razlike med električnimi vozili, bencinskimi, pa pač te prehodnost kao vodikov, ne. In sem te videl, da kaj se tiče izkoristkov, ne, od vsega, če gremo zdaj vse procese skozi, od, recimo pri nafti, od izkopov, ne, in vse potlje do tega, kaj se avto vozi, kakšen je celotni izkoristek, torej mislim, kaj prije nekje tam 18%, ne. Zdaj te pa imaš električne avte, zdaj pa tudi odvisno, zdaj, kako ga napajaš, ne. Tu zdaj, ajde rečemo, CCA 22%, pa isto vodik, ne, je tu in nekaj tu. Morati 23, nekaj malega bi bilo kao najboljši izkoristek, ne, ampak tudi, veš, še vedno je mali, ne. Ampak si ne predstavljam to, kako bi se mi tote vodikove celice sploh lahko shranjevali, ker veš, ker če je to eksplozivno, ti niti bencinskih črpalk ne bi mogel imeti v mestih, ker bi ti pač pol mesto zbrisalo lahko, ne, praktično, veš, če do časa prije, ne. Ja, Kako se ti zdi, da sploh, če je sploh možno vodik v trenutno zdaj, kako smo, ne, z razvojem tega uveljaviti?
Ja, infrastrukturno to kar izziv, ja, mislim, pri nas eni, saj ne vem, če sploh imamo, mislim, ka ne, dobene postaje, tam gor po Nemčiji, to pa že so, ja. Sam pa videl, mislim, kaj v Ljubljani se je že en bus vozil, nekako tako, Ja, saj par so- busov je bilo na vodikove celice, ne? Vse so imeli tudi neke testne, pa konceptne, ja. Pa vse so, mislim, ka ti zdaj že tene tovornjake, pa tudi dejansko ti lahko kupiš, zdaj ne vem, mislim, da celo Mercedes tudi imel, ampak lahko ti pač, ja, na trgi lahko kupiš ti tovornjak na vodikov pogon, ne, mislim, na vodikove urine celice. Zdaj, koliko pa je to dejansko laufa, pa se prijelo, pa niti samo ne vem, no. Ker vem, ker leta 2005-2007 je BMW imel neki Hydrogen 7 avto. Ma ja, vse so, mislim, vse te velike znamke so imele neke pilotne projekte ali pa so pač neko linijo probali. Samo se je stavilo za to, ne? Ja. Zakaj? Mislim, saj, tudi če jaz gledim zdaj 3-4 leta nazaj, je bil na teh električnih avtih taki hype, ker si mislil, ker do drugo leto vse motore na benzin skinuli, pa ker je to, ne, pač zdaj pa se je to začelo malo vse obračati, ja, že vidiš, ker tudi te veliki playerji nazaj grejo na bencinske motore, pa so začeli nazaj vlagati v razvoj klasičnih motorov, notranje zgorevanje, tako, ne da je glih to tako, kako so si oni na začetku premislili, itak bode elektrika, pa bode vodik, moje da vsega pomalo, veš, malo da čisto tega vodika, malo da elektrike, klasični motori bodo še tudi ostali, po moje da se malo bolj razporedilo vse. Imel boš torej zdaj že imaš ogromno izbiro avtov, ne? Ja. Zdaj boš pa imel še večjo, ampak da boš izbiral še med pogonje, na kakšni način boš imel torej dodaboš torej na vodikove celice še. Ja, Zdaj, keko pa, ja. ja, keko tudi elektrika, ne vem, zdaj eko, ne? Ja, Glede na to, da je 81% elektrike svetovne še vedno proizvedena z nafte, ne? to je eko pa nula pod pogojem, ker je to na neki zeleni način pridobljena elektrika, vse drugače. Vse tudi pri vodike isto, mislim, Ja, ti isto, vodik ja. pridobivlja isto štarti s pomočjo elektrike. In zdaj, če Fejst je to... električno potratno to, ja. Ja, saj se lepo čuje, ko ti imaš vodikovo urino celico, pa Ja. na koncu je edini produkt voda, ne? Samo kako pa priješ do vodika, To glih. to je druga zadeva, ne? Pa si imel mogoče možnost pogledati tudi v kakšne druge tote alternativne rešitve zamenjave teh trenutno naftnih pogonov? Pa v bistvu ne. Če je še kaj drugega, sploh kot vodikove celice, poleg električnih zdaj. Še obstaja kaj? Ne, v bistvu je to čista elektrika, kaj je, ja, polnjenje, klasični jan, se pravi notranje zgorevanje. Pri notranjem zgorevanju še imaš zdaj, rečemo, sani tudi kar fejst poglabljajo ker imaš ti dejansko vodik kak direktni pogon za motor z notranjim zgorevanjem, se pravi, da ti lahko obstoječim avto predelaš malo itak se pravi, Hibrida ali kaj? ne hibrida, predelaš ti v bistvu vbrizg goriva, no, pa ti lahko klasični avto pelaš dejansko na vodik, na plin, tako kako imaš zdaj tote, veš, Ja, okej. plinske avte, Saj so samo ti nekaj- lahko ja, ti na nekaj so vodik, že- ne, ja, okej. na vodik zadevo teraš. Aha, tako bi To se pa te zdaj to, kaj so zdaj tote sustainable goriva oziroma zero emissions, to, kaj zdaj čejo v bistvu formuli tudi, Veste? ja, pa vse Porsche je to kar na tem delu, ja, koliko vem, imajo nekaj Meksika, nekaj celo. Zdaj povem malo več, ker prvič slišim zdaj bom. Pa, mislim, v bistvu so to Če neko veš. neko biogorivo, no. Aha, na podlagi biogoriva. Ja, biogorivo, ko bi dejansko lahko potli to v vse te avte isto tankale. Odkje pa mi prišlo to biogorivo? Z časa? Kaj? Ja, opet rabiš elektriko, ne. Aha, elektriko. Jaz sem Mislim, mislil, da zdaj bi, ne vem, s poljedelstva Aha, časa. ja, kaj je osnova? Ja. Z vseh totih, Ja, to je malo tak, ne. Tako boš mogel, ne vem, se odpovedati hrani, zato ker se boš šla voza na zero emissions, ali kaj. dobro, se to ponovaj odpadke, ko koristijo, ja, Aha, ampak, okej. bomo videli, no, zdaj, to vem, ker zdaj v formuli čejo speljati, samo še skozi to, ne moreš, Dobro, ja. mislim. Formula, ajde, to še gre neki, ni takih količin, ne. Vse to, Zdaj ne vem, kako Zdaj celi svet moraš, ne vem, zamenjava na mislim, tudi. se pravim, ja, Bio, to da goriva. po moje vsega pomalo, no, pač za kakšne mogoče tote Ja, šport, ja. ali pa to je pač nekaj športe, bodo mogoče se to lahko, ko ne nekaj takih količin, ne. Ja, okej. Vse drugo pa
bomo videli. Mi je nama zato izumila, kaj naj oni naredijo, ne. To so drugi, ja. Zato si drugi. No, kaj pa pol pa si tudi šel v neko... Poti si šel že tako na svojo pot toti AVL? Ja. No in v kaj si se spustil? Zdaj malo opiši svojo firmo. Kaj sem s čim se se spustil? ukvarjate, Sploh, primarno? kaj sem se spustil v samo Kako se je podjetništvo, začelo vse je bilo to tako, ker je bil sam vzrok ali pa sama osnova ta avto, ko smo ga delali za motor. Ja. Oziroma ta avto. Ti so se te prodalo, jaz sem pa skozi hteo, skozi sem pravi, jaz hočem narediti neko nadgradnjo tega, pač nekaj na nivoju tega, pa ko dejansko lahko narediš biznis tega, ne. In te se je v bistvu, jaz sem si, že ko sem imel na faksu, sem imel, veš, iPada, pa milijon enih skic, pa dizajnov, kao nekega svojega avta, ne, tega športnega, se pravi za track zadevo, ne. Okay. Za napis to. Te pa, točno vem, kaj je bila tista prelomna točka, ko sem z enim prijateljem bil, pa je njegov brat dole v Dubaji, ko neki osebni trener pa to bil, pa to mi gledimo, mislim, tako se čisto pogovarjamo, nekaj na pijači, pa on pravi, da jaz bi to brati, ne, pokazal, mogoče pa ono, mislim, ti moraš znati, kaj taka zadeva je kapitalno kar močna, ne, rabiš ogromno sredstev, pa te on, kaj če bi jaz to brati, pa je v določenem krogi ljudi, ko bi se mogoče lahko kaj, ne, mislim, šli debate. Pa te tistega na konci tako nič ni bilo, ampak je bilo pa zadosta, ker sem jaz, veš, kaj me je sičnulo, daj, gremo, ne. Pa smo se to počasi malo z dečki skup začeli bobnati, pa malo bolj razvijati to idejo, no, konkretno. Te pa v bistvu, veš, itak si, ne vem, si mogel najti nekoga, ko je bil na področju elektronike dober, na primer, veš, jaz sem mehanik pa konstruktor, pa si pač treba tisto, tega smo bili na kupi, ki je bil vsaki za svojo zadevo, rečemo, koliko toliko dober, ne, mislim dober. Strokovnjak. Je pač, ne, za svoje področje pokrivo. Tega smo tudi na takšen način v bistvu dobili opcijo, ker en prvi taki konkreten projekt probamo speljati. To je v bistvu nam Sebastian Jaklov, ko ima v središču podjetje, te ponudijo. Itak smo na štarti rekli, ja, takoj, če glih se ne znal, kaj se spuščaš. Razumem. Ampak veš, te si na začetki pa naiven si, itak je to, ker vem, mislim, znal sem, s čim se oni ukvarjajo, pa zakaj se gre, pa ti je bilo itak zanimivo, ne, pa si hteo biti del tega. Pa smo te tisto, ja, se je vzelo, pa smo te tisto speljali nekako, Kaj pa bil za projekt? Oni se ukvarjajo, mislim, so tudi v letalski industriji. To, mislim, kjer ga zanima ta del, pa inženiring, toplo priporočam, ga gre tako, mogoče je dosti ne ve, ker to se pri nas, mislim, kakšna podjetja so celo pri nas na nivoji, pa tehnološko napredna, ampak so pač resen, vsaka in čas to, kaj delajo. Za letalsko industrijo torej? Ja, v bistvu so interior za letalsko industrijo, pač na tem delajo, no. In te so oni so bolj, se pravi, mehanski del imajo, ne, sestave, pa itak proizvodnje vseh komponent pa tega, nimajo pa elektronike, ne. In te smo se mi tu nekaj našli, če bi mi neke kontrolere za vrata probali zložiti skup, ne. Pa te smo v bistvu to speljali, ja, itak vse smo imeli med zmes te probleme, ko si tako malo te resetiralo, no, oziroma itak, te komaj vidiš, kaki sveci se to spustijo, pa kakšne so odgovornosti, pa ko so v bistvu, to so velike ribe potli nad tebo, ne, in če gre narobe, so tudi velike posledice, ne. Če nekaj ti za, ne vem, za ne, Ja. te lahko hitro pohodijo, ne, ker si Ja. pač praktično nula, ne. Mislim- Tisti začetek, ki potli svoj del prodaš drugemu, si jaz predstavljam, je on tisti tudi tvoj del zgradi v svojo, še večjo, ki ima še, ne vem, večjo vlogo, komponento, ne, in
Zdaj, če tvoja komponenta ne dela v njegove, Ja. te si ti vsega kriv, ne? Ja, v bistvu, ja, točno tako, jak si rekel. Ja. Zdaj, če zataji to, kaj si ti sestavil, pa daš drugemu, pa je v bistvu on to še potli dalje broda, te je to cela linija, ki trpijo, ne. In ti si se moraš zavedati, ker tako, ko smo mi to štartali, pa še zdaj, itak Ja. smo tisti zadnji člen verige, pa najmanjši, pa najslabši. Če gre kakoli narobe, Si ti tisti, ki odgovarjaš. ja, pač odgovornost je to takšna, kaj potli je vprašanje, kako se rešiš, če resen gre. Ja, ok. No, lastnik pa si sam ali vas je več lastnikov? V bistvu je zdaj tako do pol let, ali pa še par mesecev nazaj sem bil jaz sam lastnik. Okay. Zdaj 3 mesece nazaj, nekaj takega, pa sem dal en delež Kevine, ki je glih elektronik, on je že bil v bistvu od samega štarta z mano, S tabo, ok. konstantno pač pelo zadevo. Je pa res, mislim, dal sem to v kraj zato, ker si itak zasluži, pa zato, ker po eni strani ja še imam en kup drugih nekih poslovnih idej pa ciljev in veš, ker imaš še nekoga poleg, ko se lahko na njega obrneš, ali pa Zaneseš, ja. če imam jaz kaj drugo, veš, da je on zadevo spelo, ne. Tako da ja, 2 smo zdaj, ja. Pa 2 so tudi zaposleni, ali imate že več zaposlenih? Veš, kako je v bistvu, je zdaj tako se je obrnilo, te se enega hipa to ful htejo, dajmo k coj, pa se ta neki 2 CNC nabavila, pa sem bolj, da gremo proizvodno, probamo bolj v ta del se usmeriti, ne. Pa sem se zdaj opet vrgnil nazaj bolj na projektiranje pa razvoj, kak je v bistvu štart bil, zato ker zdaj čisto tako toto neko storitveno, ne vem, CNC obdelava, če rečemo smo konkretni, je zdaj glih ne najlepše obdobje, ne, itak avtoindustrija trpi gore, Kriza v Nemčiji. posledično en kup firm naših v Sloveniji zaradi tega trpi, ker so vezani na to. In niti zdaj ti kak neki, ne vem, third party, neki, ko imaš nekšne usluge ali pa storitve CNC-ja, težko dobiš ali pa glih ni najbolj dobičkonosno, no, ali pa čisto tako, če smo iskreni. In sem se bolj nazaj v samo projektiranje pa razvoj, ki je pa itak skozi bila mogoče naša najmočnejša točka, no, ali pa pač pa smo zdaj bolj v tem, pa te v bistvu skozi te projekte si še te toliko mi probamo ponuditi celi paket, se pravi od idejne zasnove, čist, ne vem, kaj jaz na iPadu, mogoče kakšen dizajn naredim, se pokaže do tega, kaj dejansko speljamo produkt čez prototipno fazo do produkcije, pa te daš stranki v roke zadevo, ki on lahko prodaja, ali pa, mislim, vse še so tu druge stvari, ampak tako zdaj, ne, posplošimo. Pa te v bistvu itak v tem notri zajemem neko prototipiranje, pa to, ko te imam pač zdaj toto kapaciteto, ko lahko sami naredimo, ne vem, na razkalnem, ne, ali pa na stružnici. To v bistvu je to zdaj, s čim se primarno ukvarjamo, to pravim, red je, pa ko smo, mislim, ko imamo pokrito čist mehaniko pa elektroniko, te še imamo enega, ko je programer, pa te v bistvu lahko, veš, da če ti dam primer, imaš neki produkt, se naredi od ohišja nekih, pač kakoli treba biti mehansko, notri vezje, neka elektronika, se sprogramira lahko potem firmware za samo vezje, pa še ena aplikacija za telefon, če to mora biti, ne vem, krmilje naprek telefona ali pa kakoli. Tako. Videl sem tisti, ko imate tisti letak, ne, ko si mi poslal. Predstavitev. Ja, pa imaš neke, ne, niso droni, ampak so take male drilice so bile, ne? To so, mislim, da to so te vertical take-off, ja, droni, mislim, to so v bistvu daljinsko vodeno, pa rečemo temu letala, ja, ampak pač imajo, ko se lahko ne vertikalno dvignejo, tako dron, v bistvu dvigne se kot dron, potem pa leti kak letalo, zato ker je tak prednost tega, ne rabi za neke pristajalne steze ali pa nečesa, ne, da se lahko na mali površini vzleti pa pristane, ko pa gre v lufti, pa dejansko vgasne, ne vem, ostale 4 propelere, pa ima v zadnji enega, pa te tisti
tera kak letalo, zato ker te pa dosti manj energije potroši, ne. Dosti duže lahko v zraki. Ja, ja. In to so pač zadeve, ne vem, ko se uporabljajo, ali je to za nadzor, ima vojska za nadzor mej, ali imajo za kakšno mapiranje, kad teren skenirajo. Ali je to, mislim, dosti je zdaj tudi nekaj dostave, veš, ko imaš po nekih na odročna območja, treba nekaj paketa dostaviti, pa te lahko Okay. take zadeve so, ja. To v bistvu... To je recimo tako v Avstraliji, vem, da to fest koristi. Producirajo take stvari, ko recimo nima zdravil, tisti tam, ki so tisti notranjosti, ko je puščava, ne? To. Pa tako zdravila pošiljajo. Ja, to imamo eno stranko, to je slovensko podjetje, ki je tudi ful je mlado. Vem, ko so isto začeli, mislim, takrat nekaj začenjali, ko sem jaz to začel s podjetništvom, pa je zdaj ful uspelo, no tako bom rekel, so tam gor Tržič, pa z njimi zdaj sodelujemo in v bistvu delamo neko centralno... Vi programirate to tam, vi ste na konci, ne? Do tebe ne, v bistvu, verige, tu zdaj. Pri njih? Ja. Veš kak je, mi smo se, mislim, da se poznamo zdaj že en čas in smo jim čist celo prišli nasproti, ker so oni hteli toto strukturo letala, rečemo tamo tako, standardizirati se bolj, veš. Oni so to zdaj imeli ogromno, ne vem, si imajo posebej napajalni del, si imajo posebej neki del, ko ima prek avtopilota, pač, ne vem, ko je toto ESC za pogone za motorčeke. Oni pa so to hteli, ker bi se to spravilo na eno vezje, ali pa na eno nekšno enoto, ko bi bil to neki modul, rečemo čist njihov, pa v bistvu, kaj oni dajo toti modul notri, pa samo priklopijo motore, pa je to. Pač nemajo zdaj, mislim, celega procesa zastave, tam pa je bilo ogromno enih komponent, ko si jih to treba ti spajkati skup, itak pojavi se zaradi tega dosti več možnosti za nekšne napake, pa posledično probleme. Te pa smo zdaj v bistvu mi se, tu znašli, in smo jim razvili kompletno vezje, pa to vse integrirali, kaj treba sprogramirati, se sprogramira, ker te v bistvu oni zdaj dobijo v roke modul, ampak je to, se pravi, itak razvoj, pa te zdaj smo v bistvu čisto v zaključni fazi, ker se je testiralo, pa zdaj in glih smo v procesi, ker se jim da toti, rečemo, zadnja verzija v roke, produkcijska. Te pa bomo dejansko še to proizvajali, To so pač mala serija. Mislim, ne prodajajo se še to letalo, to takaj... Vse prodajajo, mislim, oni že prodajajo, svoje samo zdaj pač imajo v toti... Za pa nadgradnje. Ja, kako so do zdaj delali, to pa bo zdaj nadgradnje. Okay. Pa si videl že kdo tega zleteti, mislim, si bil poleg, kdaj? Njihovega ne, sem bil pri drugih, pri njihovem se še ni bil, mislim, bil sem poleg delavnice, pa mislim, ko se stavlja. Pa mislim, ker ima razpon kril tam 3 metre, pa pol, 4. Ja. To je kar glomazna zadeva, Ni je to zdaj to, ko si imel v osnovni šoli. Ja, to je kar velika zadeva. Mislim, ker to največji ima celo, ker on lahko 5 kil tovora pela, kar je za ogromno, ne. Wow. Mislim, 5 kil za neko takšno zadevo, pa ker je to lahko v zraki, ne vem kako dolgo, je to ogromno. To je tudi prihodnost, Še tako gledaš. Ker mislim, ker sem videl, ki že vozijo v Ameriki, ali ki z droni, to te veš, tako imamo mi Volt, ne? Ja. Oni tam z droni vozijo prav. Zipper je, mislim, ali Zipline je celano podjetje, ko imajo, ki dansko to delajo, dostavljajo. S tem ukvarjajo, zanimivo. To je kar, mislim, tota industrija je kar se razširila. Pa tu še je ogromno možnosti za napredek, ne? Ker pač ni še ampliciranega nič, ne? Ne. Tu se resno, pa zdaj itak, te pa še da to poveli, s to neko AI-om, pametno inteligenco, to je lahko narediš svašta. Ja, take prej bodo očitno avti, ki doleteli, pa ne, pa mislim, ne bo se več vozili, če sanjamo. Bomo videli, ko ne nas zapeljalo vse, Ja, in kam stremite v prihodnost, mislim? V bistvu je tako, zdaj se je mogoče zadnjo leto, pa pol, veš, te smo štartali s tistim, mi ćemo narediti neki dirkalnik, ne. Pa se je to ogromno enih sredstev vložilo notri pa časa, pa si se to z nekimi investitorji pa to nekaj nagajajo.
te pa si že na eni točki bil, ok, daj, nečasa treba živeti, ne. Mislim, itak se je te vse, kaj se je naredilo z to, kaj si delal ti za druge, si ti hranil s tem neko svoj projekt, mislim, svojo idejo pa svoj projekt, ne. Zdaj se te mogoče kakšno leto, pa pol to mogoče malo, ok, daj, malo mogoče dajmo to na stran, bomo videli, kaj bo, pa smo se bolj čisto fokusirali na to, ker si ti neki biznis partner drugim podjetjem, ne. Okay. Tako zdaj na tem delamo pa gradimo, mislim, je to neka dolgoročna ideja, biti neki development house za druge podjetja, zato ker pač so tu, mislim, pa v tej industriji, ne vem, če se gleda tako, kako so zdaj to. Pa zdaj boste tudi šli v svoje place, ne? Mislim, nove place, kako bi rekel, tukaj, kaj je tu razvojno, raziskovalno. Ja, tehnološki. Tehnološki, to je park, kaj je to, moram že zdaj. To je ideja, ja. Ali ni tako, jaz sem to nekaj slišal, da bi rekel, naj ti imel tam del. Ja, mislim, vse smo zmejeni tako, ja, vse čaka, kaj se to porihta. Ja, dolgoročno bi radi, v bistvu, to na tem delali, pa no, pa rečemo se nekako veljavili, kako neki, tako sem rekel, ja, development partner za druga podjetja, pa se s takimi, rečemo, bolj zanimivimi zadevami ukvarjali, ko imaš v bistvu oboje, ja, elektronika pa, veš, čisto taki neki produktni ali stošni moduli, elektronski, kontrolere, take zadeve. Projektno usmerjene, ne bolj. Ja. Itak projektno pa te, razvoja. Pa poleg, ja, bi rad to malo serijsko ali pa dosednje serijsko neko proizvodnjo. Sočasno postaviti. Kaj ti lahko te ponudi dansko full package, ne. Ja, pa da lahko tudi, ne vem, zdaj, če mi se dotaknemo tega, da imaš ti recimo od idejne zasnove vse do končnega izdelka, recimo razvoj, porabiš, ne vem, daš ti njemu predstaviš prvi prototip, torej, ne vem, 3D, mislim, kako se reče, 3D tisk, ne? Ja. Da, ne vem, to narediš pol, on reče, ja, ok, dopade se mi, ne, to pa to, ne vem, dizajn izboljša, to. Tu je tebi prije, recimo, prav to, ki si tetover, ne, kaj imaš, mislim, imaš roko, hitro nekaj skicirati, pa dobro zgledno. To se je malo poklopilo, ja, ker imam tudi mogoče malo tudi občutek, ja, za dizajn, ja. No, pa pol, ja, rabiš nekaj, samo ne gre to tako hitro, ne gre to skozi noč, ne. Firma je mlada. Ja, pa težko je, mislim. Spostaviti. Ja, jaz sem hotel, mislim, zdaj tukaj so se, ko sem ta 2 CNC-ja, pa to je bilo to vse bolj na podlagi tega, ker veš, ok, ti ponudiš nekomu neki razvoj, pa pač boš ti razvija neko stvar, ampak še skozi, pač razmišljati, kako si lahko ti, kaj bo tvoja prednost, ker imaš totih nekih freelancerov, ne? Ja, konkurenčna prednost. Konkurenčna prednost in pač celi cajt sem nekaj gledal, da mi moramo ponuditi celoto, ker ima pač stranka vse na enem mestu, ne, se pravi, ok, če je zdaj to neki težki industrijski dizajn, si boš itak nekaj nešči, pa so to zdaj takšne zadeve, ker misliš, ok, lahko sami speljamo, ne, imaš ti dejansko te od dizajna, pa ne vem, imaš printer, imaš CNC, lahko dosti hitreje zadevo obrneš, zato ker, ne vem, ti stvar narišeš, pa si zamisliš, pa si jo greš, ne vem, popodne na mašino nareješ, pa če ne narobe, lahko takoj popraviš, ne? Če pa si zdaj ti, ne vem, čist samo projektiva. Samo konstruiraš, veš, te pa to takoj zgubiš, lahko teden, lahko ni, trebaš ti to nekomu poslati, da ti to neče naredijo. Itak zdaj tebe ne čaka, kako smo poslu. Te pa čakaš, te pa to se takoj zamakne, za mesec dni lahko, ne? Pač ne si samo odvisen, ne? Odvisen si od drugih, ne? Ja, to. Ja. Upam, da vam ratove, kaj ti ne reče, ne. Tako da, mislim, kaj ima tukaj zaključila. Tako je. Dominik, še enkrat hvala, da si prišel, ne. Ja, ni problema. Pa so srečo naprej. Ja, hvala, enako.